Pred sabo pa imam zakonca Boštjana in Pavlinko Kocmur, ki nama bosta predstavila, mogoče rečem lahko kar begunski poti svojih staršev, potem prihoda v Argentino, življenja v slovenski skupnosti in pa tudi med Argentinci v Argentini in pa potem odločilnega trenutka za odločitev prihoda nazaj v Slovenijo, s kakšnimi težavami sta se na tej poti srečevala, kako vaju je Slovenija sprejela, in pa kaj sta nenazadnje tudi vidva v okviru Društva Slovenija v svetu potem skušala delati za Slovence, ki so prihajali v Slovenijo. Kar izvolite pa. No, če govorimo o begunski poti staršev, oba dva sta imela čisto ločeno pot. Mama je bila mladoletna, v tistem času 17 let. Je hodila v šolo k uršulinkam, kot bi rekel notranja, ali kako se reče temule. Tekom tedna je bila v šoli, ne? In ko je v letu 1945 se kazalo, da bo nevarno za njihovo življenje, naj povem, starša mame sta bila, ded je bil tovarnar v Logatcu in je bil siguren kandidat za izginotje in je bilo to hitra odločitev. Dve starejši sestri in starša so odšli v Trst. Tam je imel ded tudi svojo postajo, ker je bil lesni trgovec. Kako so se pisali pri maminih starših? Maček. Maček. Jakob Maček in stara mama je bila tudi Maček, to se pravi, ampak nič v sorodstvu. Se pravi, je dvakrat Maček. In to, kar je pol bilo Kli-Logatec. Ja, Kli-Logatec je pol posledično s tem združitvom Kunstelj Maček, mislim, da je bilo nekako tako. No, ni bilo pa časa jeti v Ljubljano in pot ta-male dve, ne, to se pravi, mama je bila stara 17 let, sestra 15 let. So pa poslali fanta od te starejše sestre, ki je bil domobranec, naj jih pač pobere. No in edina prosta pot je bila proti Ljubelu in so, to se pravi, v bistvu mama in sestra so delile isto usodo kot ostali domobranci. To se pravi, iz Vetrinja so bili vrnjeni v Slovenijo po mesecu teharskega, bi rekel, pekla, ne. Mama, jaz sem bil še na fakulteti, jaz sem večkrat spraševal, kako je bilo, ni mogla govoriti, ne. In to je 15.000 kilometrov oddaljeno. Spregovorila je, ko so enkrat monsenjor Zdešar in teh 4 preživelih, med drugimi tudi moj tast, oče od Pavlinke, so bili te 4, ki so se rešili, bi rekel, iz Teharje, da je pol ona začela govoriti, ne. No, ampak to je anekdota še dodatna. Ona je bila pomiloščena v Teharjeh kot mladoletna, ker je bil tisti pač pritisk pač bi rekel, pač iz Zahoda je bila zahteva, da se pač pomilosti mladoletne, to je bila ta trgovina, ne. No in mama je potem imela občutek v Logatec, ne, ker bo nevarno. So se ustavile, so poskočile dol, v Mostah je vlak malo zaustavil in sta sestro in eno kolegico tudi iz Most poskočile dol. In tako pol so prišli to so prespali pri tej družini od te punce. Zatem so pa do strica za Bežigradu, ki je bil pa, bi rekel, sodnik, krščanski socialist, tako da je bil nekako
v skupini Kotbeka in tako, in imel malo več besede v tem okolju in je zrihtel, da sta punci z nekim zdravniškim spričevalom lahko odšle v Trst. V Trstu so se potem dobili starši sreč, to je bila ta naveza poslovna, tako da ni bilo nekega iskanja. Od tam so pa pol nadaljevali proti Trevizu, v Forli, mislim, da je bilo Servignano, vmes v Bologni je pol mama študirala eno leto, prvi letnik farmacije z odličnimi ocenami. Potem so bili spet premeščeni proti jugu, ker je bilo tudi varnostno, ne, to so jih ugrabljali tudi iz fakultete, ne. Tako da je ded odločil, da grejo še nižji dol, to se pravi zdaj se ne bom spomnil točno, ampak v bližini Barija, jug Kalabrija, ne. No, od tam so potem po 3 letih odšli proti pristanišču v Napoli in po vrstnem redu, po vpisih so potem družine lahko odhajale, ne. To se pravi, v Argentini je monsenjor Hladnik uredil pač z argentinsko vlado, da sprejme 10.000 beguncev lahko, prišlo jih je okoli 7.000. No, očetova pot je bila pa malo drugače, on je bil tudi 10 let starejši kot mama, se nista nič poznala, Ljubljančan, je bil pa pravnik in je bil v pravni službi domobranskega štaba, to se pravi, naj povem, domobranstvo ni bilo neka revolucionarna ali pa ne vem kakšna formacija, skrbeli so za legalnost, da ni bilo pač tistih izpadov, ne, zaradi, pač so se dogajale hude stvari, ne, da so nazaj držali, da ni bilo maščevanja in te stvari, ne, to je bila pravna služba. No in kot taka, tako kot vsi drugi geodeti in podobne službe so bili zadnji, ki so odhajali. No, ko je oče prišel v Vetrin, se je že vedlo, so bili že prvi ljudje, ki so informirali, da jih vračajo, ne. Je oče rekel, čakajte, jaz ne grem naprej, ne, in so se pol, ena peščica, večina je rekla, kamor so šli drugi, gremo tudi mi. In z eno peščico in z nekimi tihotapci, je rekel oče, eni so imeli med vojno tudi neke trgovine čez Alpe proti Italiji in so pač prekoračili mejo in prispeli v Italijo, v tem pa Angleži so jih pol naprej pač na jug peljali. Tako da pol odhod je bil sicer malo prej kot od mame. Je bil tudi vmes v angleški službi, v vojski, za straženje magazinov, ker tam se je kradli Italijani, to so vse pobrali, kar se, in so s palcami čuvali skladišča angleška, ne. Tam so bile recimo gume, ne, pač za avtomobile razne. No, to je pot od tam v Argentino, oče, ker pač služb ni bilo v Buenos Airesu, vsaj za teh pisarniških, je bila možnost iti v Patagonijo, v jug, 2000 kilometrov na jug Buenos Airesa, v črpališče petroleja, ne. Mislim, da je bila Shell firma. Tam so se tudi znajdeli razni fantje, tudi izobraženi. No, ampak s časom, seveda, star je bil že več kot 30 let, je rekel, jaz bi želel imeti družino, no, in je pol pustil tisto službo in prišel v Buenos Aires, tam so pa pol se spoznali z mamo in nas je bilo 8-članska družina, to so 5 fantov pa ena sestra ta mala, ja.
Tako da v tem smo rastli, povezan vsa leta z slovensko skupnostjo. Pač vsa, bi rekel, prizadevanja so bila zmeri, fokus je bila Slovenija, ne. Mi, saj po vzgoji, recimo tudi moj oče, on je samo umrl v Argentini, živel je v Sloveniji, ne. Pa ne da bi fantaziral, sledil je stvarem, ne, pač kot intelektualec. Tako da, ja, mama je bila pa tudi zelo praktična, ne, pač tudi po družini, ne, to so iz te tovarniške družine. Ne, tudi ko smo se poslavljali v Slovenijo, rekla, mi je težko, ampak zato sem rodila 6 otrok, ne. So starši niso mogli priti, ker pač te razmere gospodarske, penzije niso omogočile kakšno bolj normalno življenje tukaj, ampak pa tudi pri tolikih otrocih so mešani zakoni, ne. So pol druge družinske zahteve, ne. Moja starša sta pa oba iz Bizovika in tako kot mladi so se poznali, tu je majhna vas bila takrat, in so bili mladi zelo, zelo povezani. Ampak kmalu, že maja, 17. maja leta 1942 so partizani ugrabili 5 fantov pa enega gospoda, ki so šli k Šmarncem na Urha in so jih kruto pobili. To so bili stric od moje mami, bratranca, med njimi je pa tudi sosed od očkata, takrat 18-letni, 18-letni. Ja, moj očka je Ivan Korošec, moja mami je pa Pavla Lovše. Tako, očka je bil že tako za Slovenijo, ne v smislu, ne, proti okupatorju, je pravil, kako so 1. decembra leta 1941 v šoli so prišli Italijani in so morali pozdraviti po italijansko, pa tišine, pa ne, so morali pozdraviti po italijansko, prav kako so vsi vstali, pa tiho bili, da je italijanski profesor kar norel, ne, pa po italijansko sprašoval, pa kaj delate, ne. In so potem šolo zaprli, potem je tudi zelo hodil okrog, prav za 1. maj, še preden se je zgodilo to s Pavčičem, Janez Pavčič, drugače Ivan Pavčič, Mežnarjev Ivan, po domače, prav kako je šel na Orle in so tam pozdravljali, so bili takrat še povezani, a ne, Nemci pa komunisti, a ne. In je rekel, kako se ne bomo borili za Slovenijo, kako, a ne, za Hitlerja, pa takrat je bila še sama zmeda, ne, tako kot dokaz na tisti 27. april, ki pravijo, a ne, da je bilo rojstvo NOB-ja dejansko 1. maja, na Orlah še ne, a ne, to je jasno. No, in potem je šel s četniki, tako je nastal Štajerski bataljon, so se imenovali, a ne, prva nacionalna ilegala je v bistvu bila in dejansko kot ilegala, ne, so se borili v bistvu tudi proti Italijanom, a ne, ampak ko so pogruntali, da ta bataljon pa preveč mol, a ne, so jih pa začeli partizani napadati, a ne, in je prišlo do spopadov. No in očka je potem bil ves čas, tako na koncu vojne je bil v Rupnikovem bataljonu, a ne, čisto se do konca, do spopada na Dravskem mostu, a ne. In potem, ko so morali orožje oddati, domobranci sploh niso razumeli, zakaj, a ne.
No in potem po vetrini pa končal v Teharjah. Iz Teharjih pa tako, kot je Boštjan rekel, je pa pobegnil, ne. On je vedno pravil, rojsten dan 21. je imel na 17. junij, god pa na 24. junij. In on takrat je imel punco, ne moja mama, pač drugo punco, ki pa je bila tudi v Teharjah, ker je oče od te punce rekel, da se boste mladi rešili, ne gre ona in sestra s tabo, a ne? In nazadnje so pa končali vsi v Teharjah, a ne? In si je prav, da se je kar pogovarjal, ne, z Bogom, kako lej, mladi smo, zate se borimo, a ne, in zdaj pa kar takole. In je rekel, od tukaj moram pobegniti, za god ne sme biti več tukaj noter, a ne. Ker Teharje, vemo, ne, grozno, kako so jih vsako noč odpeljali, ko je slišal dojenčke, ki so jih trgali od mam, kako so jih na tisti rodali, da so umirali. Pač vse to so ti, ki so bili na gramozu zunaj, so to videli, ne. Je zanimivo, ker leta 91 je to pravil, pa niti ti, ki so bili mladi domobranci, niso mogli verjeti, da je to tako, a ne. Dokler se niso te otroci s Petrička javili in je prišlo to na dan, ne, ampak ti domobranci, ki so ležali zunaj, so vse to videli, a ne. In je bila ta želja, pa bratu je rekel, po drugi strani so se pa tudi, je skupina začela in so se našli te, ki so govorili, da ne bojo več noter. No in potem se jim je posrečilo, da so po samem čudežu lahko naredili ta zadnji juriš v Teharjah, pa pobegnili, a ne. Še enkrat, on je bežal zunaj za ograjo, sta se srečala s kuratom Tonetom Polda in so jih še enkrat ujeli, tako da pač so partizani za njimi hodili, v bistvu sta šla prositi za kruh, ker sta dolgo časa hodila, sta v eno hišo šla prositi za kruh, pa je pravil, ne, da je gospa kar gledala, pa sta mislila morda, ali se boji, ali ker sva taka zgledava, ne. Je pa dejansko se je zgodilo, da je bil pa partizan vzad in seveda sta morala nazaj. In ko sta hodila po poti in ko sta se bližala nekemu gozdu, je rekel, tukaj bova pa skočila, bom rekel, zdaj in se bova spet rešila, ne. Ampak je pa kurat zavpil zdaj in vsak je na nasprotno stran skočil, pa vsak je verjetno tekel in potem nič, očka je tam čakal, pa kurata ni bilo več, a ne, ga je potem iskal in verjetno so ga ulovili takrat, a ne, pa še enkrat pobili. No in potem je 9 dni hodil do doma, pa se je doma najprej skrival, potem pri sosedovih, no, potem si pa lahko pretihotapil čez mejo. Pri mami je pa oče njen bil domobranec, pa brat, in brat je bil na koncu vojne ranjen, tako da je doživel to kruto usodo z ranjenci. Na vlaku je bil tudi moj ded, to je njegov oče. In ko so ustavili vlak in ti, ki so bili gor, so bili prepričani, da ranjence pa le ne bojo pobili, a ne. In je moral, pač ded se je takrat poslovil od svojega sina, ki je mislil, da se bo rešil, ne. Sem zdaj pred kratkim tako izvedela še, ne,
da je še stric dal navodilo, da ne čuva na sestre. In sta se poslovila in ded je šel, ampak ranjence so pa pol kruto pomorili. Ne vem, mi je zelo tako močen pač spomin na to, ko sta starša šele leta 1991 lahko prišla nazaj v Slovenijo. Kako je mami prav klečala, tam, kjer naj bi bili pokopani, zakopani. Vedno se je govorilo o očkotovi zgodbi, tole mamicino zgodbo. Ne vem, smo jo poznali, ampak sta ded pa babi sta jo skozi držala tako v srcu, se mi zdi. Nikoli nobenega niti hude besede, samo tak spomin, ko je babi umirala, je v bratu videla sina, Filipa, potem, ko je ded bil star, je Boštjana imenoval Filip, potem sinu. Drugače pa nič. No in potem mama je bila že v Vetrinju, ker z družino so bežali, očka je potem prišel in so ga, družino od mame so ga sprejeli kot sina in je vedno imel moje stare starše tako kot otroka, kot starše in oni njega kot svojega lastnega otroka, kot tega Filipa, ki ga ni več. Potem so pa šli to pot v Argentino. Je očka potem izvedel, da sta bila starša zaprta. Mama njegova v Reichenburgu, 16 let je dobila zaradi tega, ker je prejela pismo od sina domobranca. Oče je bil pa obsojen zaradi tega, ker je vzgojil dva sinova domobranca. In ko ga je vprašal, ni vas sram, da ste vzgojili dva sinova domobranca, in je rekel, visoko sodišče, ni me sram. In ga je tako udaril, da ga je na tla vrgel in ga je potem obsodil, mislim, da 8-9 let. Sicer potem za babi prišla tudi amnestija, do takrat je pa v Reichenburgu bila. Tako da očka še pol, ki je prišel v Argentino, je ves denar je zbiral za to, da je pošiljal pakete v zapora. Si je zaobljubil, dokler ne bo mama zunaj, oče zunaj, bo jedel samo, bo pil mleko, bo jedel solato, tisto minimalno za to, da bo lahko te pakete dol pošiljal. In dejansko, ko so prišli v Argentino, je res, pač v 2 službah je delal, steklenice je delal po noč, pri enem mehaniku pa čez dan, ostalo je spal, dokler ni prišlo do svojega, dokler ni lahko najel neko sobico, potem sta z mamico začela hoditi kot fant pa punca, pa sta si kupila parcelo, potem očka je še univerzo končal, ekonomijo, pa službo dobro dobil. Slovence so me zelo radi v Argentini, na začetek je bil zelo težek, ampak so videli, so pošteni, so delovni. Mamica je delala pri društvu Slovencev, potem si pa svojo trgovinico postavila. Tako in dejansko brata pa mene so vzgajali v tem krščanskem in slovenskem duhu, v tej ljubezni do domovine in v tej zavesti, da bo le enkrat prav, da Božja volja siguren je ta, da bo Slovenija svobodna in da se bo rešila, da ne bo sovjetska, tako kot so partizani peli, ampak da bo slovenska. In da takrat bomo pa prišli nazaj. V tem smo bili vzgojeni in res je prišla osamosvojitev. Vidva sta zdaj oba povedala, kako sta se postavili vajini družini v Argentini. Kaj pa potem vajina vključenost v slovensko skupnost? Kako sta jo občutila, kaj vama je pomenila, prinašala?
in kako sta življenje s Slovenci kombinirala z življenjem v Argentini vsakdanjim. Ja, v Argentini pač šolanje normalno, ob sobotah pa slovenska šola. Moram reči, včasih je bilo težko, ker argentinski prijatelji so se zabavali, mi smo pa hodili v šolo, ampak se je bilo treba tudi učiti, smo imeli tudi izpite, ne? Pa teste, je bilo pa tudi lepo, tudi odmori so bili daljši, a ne? Tako da, ko si otrok, pač greš, ko si že na srednji šoli, ker vsak je hodil v svoj krajevni dom. Jaz sem bila v slovenskem domu Ivana Cankarja, ki je bil najmanjši. Ampak smo vedeli, ko bomo pa šli v srednjo šolo, to je bil takrat 12-13 let si bil star, bomo šli pa v skupni srednjošolski tečaj. Takrat se bomo pa vsi tam mladi dobili, a ne. Res je bilo težko ob sobotah, ne, od 3 do 7. Smo imeli zemljepis, zgodovino, petje, verouk, slovenščino, slovstvo, naslovnico pa slovstvo. Ampak luštno, ker smo se spoznali z mladimi iz res vseh slovenskih domov, prelepe izkušnje. Tako da mi smo bili dosti oddaljeni iz te skupnosti, tako da recimo sem zelo navezana na Argentino, kar je šola, moji prijatelji in zlasti Faro, smo imeli slovenskega duhovnika slučajno, ampak gospod Franci Urbanija, ki je bil član Marinega dela v Kolaru, tako da ta verski del je zame zelo močen bil v tem argentinskem ambientu. Ampak vse ostalo, mislim, smo pa živeli za slovenstvo, ne. Sem potem tudi kot mlada sem postala predsednica Slovenske dekliške organizacije in poučevala sem tudi najprej v slovenskem domu v osnovni šoli, v srednji šoli, potem, ko sem končala fakulteto, španščino sem študirala, jezikoslovje. So me povabili tudi na srednjošolski tečaj, da sem tam poučevala v 2. in v 4. letniku. Slovenščino. Slovenščino sem poučevala tam, ja. Drugače, med tednom sem v 4 gimnazijah delala, dopoldne, popoldne pa zvečer, ob sobotah pa na srednjošolskem tečaju. Potem je bilo pa tudi zanimivo, še ko sem bila predsednica, je gospod Alvarčuk, ki je iz te predvojne generacije rekel, da bo ustanovil neko slovensko radijsko oddajo. In je takrat vedel, da rabi pomoč od nekoga iz naše skupnosti. Takrat smo bili še dokaj ločeni in je prebral nek govor, ki sem na nekem mladinskem dnevu imela, in je povabil, če bi prišla zraven mu pomagati. Tako da sem že pri tretji oddaji sem že sama naredila za slovenski kotiček v Argentini in sem bila potem do poroke. Ker on je eno oddajo pripravil, jaz pa drugo zaupal čisto popolnoma. Tako da je bila tudi taka luštna izkušnja, da smo se začeli združevati, tudi je bilo od leta 87 do 89, ja. Tako da priprava na osamosvojitev, kjer je pa celotna slovenska skupnost se združila za plebiscit pa za volitve, ne. Tako da ja, zelo, zelo povezani, mislim, tako kot so starši rekli, pač si Slovenc, rojen v Argentini, tako da moraš biti 100% Slovenc pa 100% Argentinc. Zdaj pa kakor veš. Pa Boštjan, tvoji spomini? Ja, jaz sem bil pa mičken bližji slovenskega doma, slomškega doma. To se pravi, naselitven tok po drugi svetovni vojni je bil proti zahodu, ne? Iz pristanišča proti zahodu. Pavlinka je bila na skrajnem jugu, potem je še en slovenski dom bil na skrajnem severu, drugače pa večina slovenskih domov je bilo v tem pasu zahodno, ne? Mi smo stanovali ne v strnjenih skupinah Slovencev, ampak razpršeni. A kljub temu
2 kilometra od Slomškega doma, ne. Tako da smo mi pač doma smo rastli dost skromno, v smislu, da se nismo prvoščili kakšnih avtov, pa to smo si s kolesi, in to je bilo 20 minut drvel s kolesi, ne, na šport, na plese, na pevske vaje in tako dalje. Tako da je bilo ves prosti čas nekako namenjen slovenski aktivnosti, ne, športni, kulturni, verski tudi. To se pravi, jaz sem tudi v tem krajevnem domu bil eno obdobje pač predsednik Fantovske zveze. Največ sem bil, bi rekel, vključen v šport, ne, to se pravi v odbojko, nogomet. In pa katoliška akcija je bila tiskrat kot podpora za povezovanje. To, kar se večkrat sliši, politična emigracija, jaz bi rekel, mi smo bili verska emigracija, v smislu, da vezivo je bila slovenska cerkev v Argentini. Ne. Že ta, bi rekel, obveza vseh nas kristijanov, da se enkrat na teden srečujemo, je bilo to močno vezivo. Ne. Iz tistega je pol po mašah bilo pač druženje in iz tega druženja potem še druge aktivnosti so se razvijali. Ne. Ljudje, ki so recimo obvladali kakšen inštrument, ali so pol vodili neko glasbeno, ne. Sem bil tudi v eni godbi, ne, klarinet igral in tako. To se pravi, da si imel priložnosti, ne, se vključevati. Mene je zmeraj zanimalo, kje so te naši Slovenci, tudi ta predvojna diaspora, ne, to se pravi Primorci pretežno, ki so bežali od pač Mussolinija, ne. In to se pravi, smo nekako skušali se tudi navezvati s temi skupinami, ne. Potem je bilo tudi na fakulteti Slovensko akademsko društvo, se je tako imenovalo kot akademsko, v bistvu je bilo to študentsko društvo. No in potem smo nekako se tudi družili z drugimi skupinami, no, Pavlinko sem spoznal preko slovenske skupnosti. In ob osamosvojitvi, no, ob osamosvojitvi sta pa zelo vpeta, ne, ona z radijsko oddajo, ne, mi smo dnevno poročali slovenski javnosti, v Sloveniji ni se vedelo, Argentinci so zelo tako, bi rekel, se ne poglabljajo, ne, si rekel, si Slovenc, ja, kaj Slovenc, iz Jugoslovana, ne, in je bilo treba prebiti to identiteto v javnosti Slovenc, ne. No in smo tiskrat imeli zelo intenzivne akcije, posebno, ker je bil to prvi konflikt po drugi svetovni vojni, ne, ta osamosvojitvena vojna, čeprav kratka, ampak je bilo to vrenje po celem svetu, ne. Je bil tudi pokojni zdaj predsednik Zedinjene Slovenije, Tine Vivod, je bil tiskrat v Sloveniji in je preko radijskih oddajnika, ker ni bilo interneta še, ne, preko radijskih valov dnevno poročal v nacionalnem radiju, ne. Tako da je bilo to zelo tak poseben čas. Ja, takrat točno, takrat, ko je bila vojna, midva sva mislila, da že prej pridete v Slovenijo, pač vsak je, Boštjan je prišel že 86. Prvič sam, starši so ostali takrat za mejo. Mi smo prišli kot družina leta 70, ampak smo vsi ostali na Koroškem. Ker očka tudi ni smel, ne, noter. Tako da so sorodniki prišli v Šentjakov ob Rožu in smo
tam lahko bili 14 dni, sem spoznala starega očeta, mama je umrla malo prej, tako da je bilo to zelo hudo za očka, da je rekel, 25 let me čakala, me ni mogla par mesecev. In potem pa leta 1979 smo pa spet prišli, spet na Koroškem, samo takrat sva pa z bratom prišla v Slovenijo. Za 14 dni pri stricu, pa teti sva bila in so sorodniki nam razkazali vso Slovenijo in takrat mi je bilo, tukaj sem doma, ne, in jaz bi rada prišla takole na tak način, da se veš, Slovenci, ki ste tlele rojeni, ste nas takole na rokah nosili, ne. In sem mislila, jaz bi pa rada tudi ali delala, ali študirala, tako kot vsi ostali, ne, kot ste nas res tako lepo sprejeli. In je tista želja bila skozi v meni, v Boštjanu je bilo pa tudi nekaj isto doživel. In potem sva se dva taka srečala in sva res razmišljala o tem, da bi prišla že leta 1989, in takrat sem mislila, da bomo prek ne vem, države ali kako, ali prek univerze, bilo takrat rečeno, da bom neko štipendijo dobila, ampak zato sva se tudi par mesecev prej poročila, po zimnem mestu, poleti ali pa spomladi, kad se vsak poroči tam. Potem se je izkazalo, da je ta štipendija prihajala preko Izseljenske matice in takrat je Izseljenska matica imela eno zelo negativno vlogo v tistih časih za vse, kar je povojna emigracija. Tako da potem so rekla, ne, to pa res nima smisla. Potem naslednje leto je pa gospod Janez Rihar tudi rekel, da bi za Katoliško središče Slovencev po svetu, kar je potem bila Rafaelova družba, da bi rabo nekdo, da bi bil v pisarni. In je takrat dr. Kremžar rekel, če bi pa midva šla tja, da bi bila jaz zaposlena, ampak spet ni bilo, ne bi mogli to financirati. Potem se je pa bližala osamosvojitev in se spomnim, smo bili vsi pri mojih starših, tudi cela družina Boštjanova. Midva sva bila že poročena, takrat sva bila brez otrok, sem eno nosečnost zgodaj izgubila. In moja očka pove staršem od Boštjana, veš, bo za osamosvojitev, plebiscit je bil že mimo, za osamosvojitev bova pa midva šla prvič v Slovenijo. In potem moja tašča prav, čakaj, pol greva pa midva tudi. In potem sem rekla Boštjanu, čakaj, če oni 4 grejo, zakaj pa ne greva midva tudi? In takrat smo potem začeli aktivno razmišljati o tem, da bi prišli pa tudi, da bi tudi midva prišla. Sva takrat zaprosila, je bila štipendija, možnost prvič, ko so dodelili štipendije za otroka slovenskih korenin, po vojni, ja. Pred vojni so še bili štipendije. Ja. In sva takrat res zaprosila za 3 mesece. Jaz sem bila že na gimnazijah zaposlena takrat, pa sem rekla za slovenistiko, ti si pa etnografijo, pa geografijo, zgodovino. Ja, pa zgodovino. Takrat prosil. In sva mislila, da bo za osamosvojitev prišla, ampak zaradi šolskega leta sva morala počakati do zimskih počitnic in to je bilo do 1. julija. Tako da 30. junija, ko smo Slovenci pripravljali tako veliko mašo, zahvalno za osamosvojitev, pa tak sprevod, ja, je bila pa vojna. Tako da tisto se je obrnilo v manifestacijo proti vojni, midva smo bila v narodnih nošah takrat, tako da smo bila še pri tisti maši še tudi na tem sprevodu, takrat je bilo preko 3000 ljudi, ogromno narodnih noš. Naslednji dan sva pa potovala v Slovenijo, 1. julija. Ja. Ja, prva postaja je bila pol Celovec, ker so bile meje zaprte. Ja, ko so prijatelji. V Gorici smo skušali se dobiti starši, pa se nismo, smo pol do Koroške. No, pol, ko so bile pa meje odprte, smo pa prišli. Pa sta vedela približno, kje se boste nastanila, sploh kam boste šla? Ne.
sorodnikov imamo, pa tako sva mislila, mi dva, Boštjan je imel eno stanovanje, pa ga je prodal, pa avto je prodal. In to je bilo tako čudno. S tistim denarjem, ki sva ga imela, tukaj bi lahko eno četrtino stanovanja kupila. Ampak plačo, pa recimo v Argentini moja zadnja plača je bila takrat $900, takrat zdaj bi bila višja, ampak $900. Tukaj sem pa dobila potem pri Slovencu, kot zadnji lektor, 150 mark. Tako da plače so bile tam višji, ampak stanovanje so bila cenejše in zato nisem mogla. Ampak je pa takrat res ena bratranc od mame, od Boštjana, pa žena, to sta Zora pa Jože Čampa, pokojna že oba, sta prišla, mislim, ona je prišla v Celovec, ker so vsi sorodniki so vedeli, da prihajamo, ne? In je ona prišla takrat v Celovec, mi dva sva delala v Modestovem domu, pa je prišla pozdraviti Boštjana, mene spoznati in je rekla, bosta pri nama, bomo mi sobo pripravili. In res, ko sva prišla potem 1. septembra. Drugače sva hodila v Slovenijo obiskati, ne, gledati pa vse. Sta imela že pripravljeno in sva tam 10 mesecev bila. Ja, pol smo pa, pač, ker je bila služba, smo pol pač kot najemniki se ne trikrat selili. Si pa denar nabiral še v Argentini? Ja, in pol je bilo to, jaz sem dobil, ona je dobila kot lektorca, korektorca v časopisu Slovenc. Jaz sem pa 14 let delal v Buenos Aireški banki in so me pol vabili v te bančne projekte. To so prvi projekt je bil z Italijani, Casa del Risparmio, pa teh zamejske banke. No, ampak z Italijani se je hitro končalo, ko je bila ta prva nezaupnica Demosu, ne? To so razpad Demosa, so pa Italijani šli, pač so odpovedali tisti začetek. Je pa pol nastal drugi projekt z Raiffeisen, avstrijska, pa mariborski ekonom, tiskat Mirko Krašovec, me je tudi povabil. No in pol iz tistega smo nekako uspeli začeti s to Krekovo banko. Ne? No, ko je pa ta banka zaživela, bi jaz mogel iti v Maribor, sem se pa odločil, da raj ostanem v Ljubljani. So me tudi ponudili službo v Slovenski komunalni banki, da bi pač postavil na noge zastavljalnico. Jaz sem delal več let na tem področju. Je bil pa problem, da 8 mesecev nam državljanstva niso ugotovili, je bil pa pogoj za zaposlitev. Tako da sem bil honorarno tam, potem so mi pa iz Slovenca rekli, veš kaj, lej, to ti bomo zrihtali mi, prid sem. No in so mi pol ponudili službo v mednarodni redakciji, da sem tam kot novinar začel. Potem so mi dali tudi uredništvo pisem bralcev in sem pol 6 mesecev bil zaposlen v časopisu, to se pravi čisto eno področje, v katerem še nisem bil. Istočasno sem pa pol začel z založništvom, sva s Pavlinko izdala tam skoraj 30 knjig, bi rekel z tematiko popotekle zgodovine, prevodi špansko govorečega tiskati so bile tudi, bi rekel, subvencije strani Ministrstva za kulturo za gotove naslove, ne, in smo pol to izdajali. Potem ene 15 let s turizmom, izposoje avtomobilov, vodenje turistov iz španskega govornega področja. Tako da je bilo to kar pestro. Pavlinka je pa drugo fakulteto naredila, na filozofski. 3 mesece, pa mi je prav takratna predstojnica Vidovič Muha, profesor, doktor, rekla, joj, kaj pa, če bi vi kar cel prvi letnik naredili,
Sem rekel, no dobro. No, pa dajte še izpite, kaj pa če bi drugi letnik, zdaj ste že na polovici, kaj pa če bi cel študij naredili, tako da sem potem slovenistiko še tukaj končala. Pa sta vi dva imela že družino takrat? Ne, mi dva sva enega otroka tam zgubila, zgodila nosečnost, potem tudi tukaj, že naslednjega. Potem smo pa prišli se, to mislim, medicina res je tukaj krasna, vso podporo res vsem zdravnikom, ker je nek ginekolog, dr. Vogler, odkril eno manjšo težavo, ki jo pa v Argentini sploh niso odkrili, in so se nama rodili potem res normalni, 3 čudoviti otroci, na katere sva zelo, zelo, zelo ponosna. In ki imate 2, imate že družino, pa vnuke imamo pa tako. Tako da Slovenija je nama podarila vso tisto zgodovino, ki so jo starši doživeli, da sva jo lahko še mi dva, da sva lahko probala, kaj pomeni kostanje, kaj pomeni borovnice nabirati, gobe gruntata, so te ta prave, niso ta prave, kaj pomeni božič, ko te zebe, pa je sneg, pa ti škripa pod nogami, ko se ti zanohta, vse tiste stvari, ki so starši nam pripovedovali, sva lahko mi dva to dala skozi in res obogatena s temi izkušnjami, hkrati pa še s čudovito družino, tako da kaj si človek še hoče, res najlepše. Če vaju prav razumem, ko sta prišla sem, sta imela probleme s slovenskim državljanstvom? Ja, tiskrat. To je bila, bi rekel, vsa javna uprava je bila še stara, ne? Ja. In tukaj so nas precej, bi rekel, tako onemogočali. Ja, pa se bolj je bilo treba počakati za to, da vsi tisti, ki so bili že tukaj iz bivše Jugoslavije, da so oni najprej uredili, tako da smo morali hoditi vsake 3 mesece, se javiti, da smo še vedno tujci, za nas so še vedno iskali. Mislim, moje bilo ima 12 mesecev. Ja, vlekel se je kar prvo leto in tisto prvo leto, ampak je bila to spodbuda, ker nismo se mogli zaposliti, oziroma honorarno smo bi že bili. In je bila spodbuda, jaz sem pol tiskati, je bila možnost odprti podjetje s 100 markami. Danes je treba 15.000 evrov, to je malo razlike, bilo je 100 mark in sem pol noter dal aktivnosti, to je bilo 20, ker nisem vedel, s čem se bom ukvarjal, ampak se je hitro odpiralo, se pravi, $15,000 smo imeli, sem jaz 2 stara avtomobila, kupil smo začeli z rentakarji. No, da povem, kako je to bilo, če lahko ga samo prekinem. Gremo mi 2 Hamaši, frančiškanom, pa se srečamo z nekim Slovencem iz Argentine, naše starosti. Pa mu je rekel, a ti poznaš koga, ki bi avto dajal najem? Pa prav, ja, jaz. Seveda, imam to upisano tudi pa prav, mi ga lahko zdajle pa res ne moramo, lahko jutri, jutri pa ja. Kdaj pa je ob 10? In smo se poslovili in sem rekla, kako pa ti to misliš? Ja, moram rentakar za kasko, zavarovati, da bo vse tako, kot mora biti. Sem rekla, ampak si imala samo en avto, ja, prav vsega imam registriranega za najem. Ja, kaj pa mi 2? Ja, peš. A v redu. Ne, tako, to se pravi, stvari so se odpirale, in pol smo prišli, to se v tisti je bilo izredno taka odskočna deska, saj v finančnem smislu, pol enih 7 avtov je šlo v promet, saj to je bilo malo noro, recimo sem štel 5 služb, ampak to narediš, ko prideš na novo, to je tako, kot si vržen v vodo in moraš bi rekel, mahaš na vse konce. Tako da to je bilo, to se pravi, bi rekel, zavlačevanje državljanstva je bil v bistvu spodbuda. To se pravi, smo bili jezni, hočem reči, mi smo celo življenje Slovenci, ampak čistko, ne zato, ker celo življenje Slovenci in zdaj moram čakati vse te ljudi, 180,000 tujcev, ker smo vrsto delali z njimi, govorili so jezik, ki ga mi nismo bili vajeni,
Ja, nismo razumeli tudi, ne? Ne, tudi razumeli, ne, ker mi nismo, Italijansko bi rekel, v tem, smo v tem latinskem svetu Ja. živeli, ne? Ampak to pa nismo. no in to je bilo edina stvar, in seveda, koliko stvari treba še narediti, ne, za normalnost, ne. In pol to prizadevanje za to normalnost je bilo pol tudi ustanovitev društva. Ne, pobudniki nismo bili konkretno mi, ampak so bili, tiskrat je Svetovni slovenski kongres imel prvo srečanje z nekimi delegati, 2 delegata iz vsake države, in so pol te gospodje, to so prav starejši, prva generacija, so rekli, ja, vi ste zdaj v Sloveniji, boste vi to društvo ustanovili, ne. No in potem smo govorili o društvu izseljencev za izseljence, ker izseljenska matica ni bila za vse izseljence, ampak samo za vdove. No in je bilo pol tudi, recimo, za registracijo smo dobili tudi podporo, recimo, pravnika, recimo iz gospod Štrbenk iz Slovenske zaveze, nam je statut sestavil, sicer pol tisti statut smo ga pretipkavali, ni bilo računalnika, je bilo treba vse na nov in si šel na urad in je bilo spet nekaj črtano in smo tako enih par mesecev prepisovali tisti statut. No in se je pol to društvo ustanovilo in smo imeli to izseljensko himno Slovenija v svetu in smo rekli, to bo tudi naše ime. No in se je pol tudi pokazalo, da je to zelo, zelo, bi rekel, pomembno, ker smo odpirali poti skupnostim, ki niso imeli sogovornika v Sloveniji, ne. In seveda, tako kot je politika v Sloveniji, 2/3 časa je bolj nenaklonjene vlade bilo, ne. In je bilo treba se skozi izpostavljati za ljudi izven, ne. Tako da je bilo to pol še ena aktivnost. Jaz je začetna ta aktivnost, je bilo prav to, ne, ker smo bili tukaj vsi te, ki smo prišli za osamosvojitev, nas je bilo po mojem 20-30, ta naša generacija, a ne, ker smo se kar dobivali, vsak je dobival od svojih sorodnikov, pa od prijateljev, od staršev, če lahko jim ugotovimo državljanstvo, če lahko pomagamo pri denacionalizaciji, če lahko potem pomagamo pri popravi krivic. Tako da vsak od nas je imel ogromno tega in med sabo smo se zelo veliko pomagali, kako pa to rešiš, pa kako je ta občina, pa tako. Tako da smo se kar dobivali vsako sredo in iz tega je nastajalo to društvo, ne. Tudi pač absolutno ta podpora, ta pobuda, ki so jo dali gospod Bernik, razni, gospod Fališ, pa razni po svetu, a ne. Ampak to ste se dobivali na privat domovih? Ja. Ne, to smo se dobivali pri gospodu Riharju na Fužinah, Pa potem pri pri gospodu Guštinu, tudi ki je prišel ustanoviti znova Marino Legijo na Cirili Metodovem trgu, 9, mislim, sproti stolnice 9. Tako da tam smo začeli, potem pri gospodu Riharju, potem je pa gospod Janez Rihar nam posodil pisarno in smo bili tako zmenjeni, da pač smo že imeli društvo, recimo, on pa ni imel koga, ki mu bi pomagal v pisarni biti, ne. Tako da smo bilo to oboje, pisarni, katoliško oni pa na središče, pisarni. pa pol Rafaelova, pa Slovenija v svetu smo bili v isti pisarni, ne. Na Poljanski 2. Tako da ja, tisto je bilo, vsi te 30, ki nas je bilo to volontersko delo, ne. To so od leta 92 do 97 smo bili pa pol, so nas začeli financirati na pobudo SLS je bil tiskrat na oblasti, da so pač omogočili to financiranje. Tako da pol smo bili 3 financirani, Izseljenska matica, kongres pa mi. Nam so omogočili enega zaposlenega, drugi so bili po 7.
po 4. Ne. Ampak te stvari so se pol uravnavali, posebno, ko je bil Daniel Starman predsednik konference za Slovenijo, je pol zahteval in je bila lih tiskrat prva Janševa vlada, da se poenoti, ne. Ampak se je poenotil tako, da je bil kompromis, da smo mi bili zmeri malo menj, ne. Je pa kongres in matica bili izenačeni, ne. Potem je bilo, ne vem, katerega leta, 2007, mislim, da je bilo pol še bila sprejeta Rafaelova družba kot financirana, ne. Tako da 5 let je bilo to volontersko delo, tako kot je bilo v Argentini navada, smo rekli, tako kot so oni, tam bomo tudi mi. Ampak pol je bilo toliko tega, mi smo s temi bi rekel, postopki o ugotavljanju državljanstva, pa tiste, kaj so bile tiste obveznice. Ja, se res, obveznice so bile. Jaz sem rekel, kdaj bo tega konc, ker nismo zmogli, ne, to se pa po službah po vse to delati. Ampak je bilo pa pač podlaga za nadaljno delo. Zdaj to društvo ima 2 zaposlene, jaz sem pol malo te privatno aktivnost zaključil, ker je bilo tudi nezdržno, recimo kot založba, so te rabati tako poskočili, te prodajalne, nazadnje je bilo Mladinska knjiga, 70% rabata, nismo mogli preživeti. Tako da smo rekli, to bomo zaključili. In pol pa bi rekel 100% v društvo, ne. Tako da to, ona je pa v šolah, ne, poučuje slovenščino, španščino, pa še druge stvari tudi. Kakšne informacije je društvo nudilo Slovencem po svetu? Da Slovenija jih vabi. Da imajo svoj prostor tukaj, da pač imajo tudi zaslombo. Tako da smo imeli zlasti zelo veliko dela, takrat, ko je bila huda kriza v Argentini, leta 2002. So se v naši pisarni so prišli predstavniki vseh ministrstev takrat, da bodo vsi pomagali s tem, da kakor zmorejo, ne. In recimo, se spomnim, predstavnik Ministrstva za obrambo takrat je rekel, ja, da imajo 1000 stanovanj, ki so prazni in da bi jih lahko dali, niti enega niso dali Slovencem, ki so prišli. Tako da edini, ki je tukaj pomagal, je bilo na Ministrstvo za šolstvo, gospod, ki je imel čez takrat Robokar, Roman. Ja. Ja, en Roman. Minister? Ne. Direktorat. Ko je imel čez štipendije, je začutil to potrebo, ker ljudje so prihajali, nekateri so bili počeni z Argentinci in pa tako, in je rekel, denarja ni, lahko pa nudimo, ni dovolj za vse, za štipendije, lahko pa nudimo tečaj slovenščine za vse. In je res čisto vsi, ki so prišli, Roman Gruden. In on pa je zanimivo, ker na sestanku, ko smo ga imeli, so vsi obljubljali. Ampak samo eden od 20 je bilo, ne vem, ogromno ljudi, res v naši pisarni smo se kar stiskali, državna sekretarka, vsi, samo eden je pomagal s tem, kar je lahko. Je sam pogruntal, kako bi lahko pomagal. Ja, je bil tudi oče, učitelj v zamejstvu, tako je imel nek feeling. Da pa še to ni bilo dovolj, tako da smo se tudi mi pol učili v naši pisarni tudi slovenščino. Drugače smo se pa takrat obrnili res na cerkev, res na ljudi in so vsi, ki so prišli, so lahko nekaj časa bivali brezplačno ali pa za minimalno najemnino, dokler se niso postavili na noge. Ja, to je bilo, ko je bila ta finančna kriza, jih je bilo čez 260 in to je bilo treba vsem upremljati tudi stanovanja, ne, to smo samo okoli letali. Pa kosovni material, tako smo imeli. Ja, to smo modroce iz kosovnih materialov, vse ni bilo drugega. Stole, mize, omare. Omare, ne, to je bilo. Če je bilo lepo zavideti, je šlo na promet, ne.
Tista je bila tista močna podpora. Ja. Drugače pa vsa leta pomagati pisati prošnje za delo, nostrifikacija diplom, še zdaj so težave, ker nekateri si med seboj pomagajo, ampak če pride do nostrifikacije, včasih jim priznajo manj, ker imamo tukaj bolonski sistem in jim priznajo prvo stopnjo, medtem ko v Argentini pa fakulteta traja 5 let in ima že drugo stopnjo, si že magisterij opravil in potem je treba tiste stvari popravljati. Ne? Pa tako da tudi tem vladnim organizacijam včasih pomagamo. Smo imeli tudi en primer nekega fanta, ki je bil že na gimnaziji, ampak so šli preden je šola končala in so ugotovili, ker ima samo 9 let šolanja, pa ni končal tisti 3. letnik na gimnaziji, ga bomo dali v 9. razred, ker ni osnovne šole končal. Pa smo razlagali ustanovi, osnovno šolo je tam zaključil. Ja, ampak to ni 9 let šolanja. Tako da smo potem našli rešitev. Ja, vrtec smo dali zraven. Ne, ker v Argentini je pa vrtec obvezen, ne? In so potem priznali, da je lahko šel v 1. letnik gimnazije. Tam je bil v 3. letniku, tam je šel v 1. ampak tako da tudi take stvari je treba. Ja, to je vse razumljivo. Mi smo bili zmeri eksotika. Ne? Če si ti na eno upravno enoto prišel, to ni bilo vsakodnevna zadeva. To je že mogel malo razmisliti tisti uradnik. Ne? In pol je bilo najlažje reči, ne, se ne da. Ne? Pol smo mogli, bi rekel, iz višjih inštanc malo stvari premikati. Ne? Kaj sta, recimo, je bila stvar, kjer sta čutila največji primanjkljaj? Kaj bi država Slovenija morala narediti na tem področju, čisto v konkretnem smislu? Lejte, jaz bom rekel tako, proces je bil zelo dolg, jaz bi skoraj rekel, skoraj 30 let, ampak stvari so šle na boljše. Na začetku je bilo pa osnova je bilo tako, kot da pojdi nazaj, kaj delaš tukaj. Ne? To se pravi, ta odnos, politika, ne? Takratna politika, kljub temu, da je bilo vedno bi rekel, urad za Slovence po svetu, pa komisija in tako. Mi recimo ta zahteva po zakonu za Slovence po svetu smo 13 let in smo 13 let hodili v parlament, ne, in je bilo zmeri tako, da je bilo že tik pred in je bilo pol z intervencijo neke poslanske skupine in je spet vse na nulo šlo. Ne. To se pravi, mi smo zahtevali, če so recimo azilanti imeli svoj zakon, mi kot prišleki moramo biti tudi obravnavali, oziroma izseljenci morajo imeti svoj zakon. Ne? In to smo... Pa državljanstvo, recimo. Ja, državljanstvo, pol tudi vstop v fakulteto, ne, ker so drugi sistemi, mora biti neka olajšava. No, ampak ko je Franc Pukšič bil državni sekretar, tiskrat, če ni bil ministrstvo, je on osebno se angažiral, ne, in ta stvar je pol ta zakon prišel na dan. Ne. Ampak je on prestal marsikaj, ne. Podobno kot mi, je čutil, da je to pač njihova obveznost, ne, kot politika. Ne. Tako da proces je, danes je pa praktično vse tisto, kar smo mi zagovarjali, je nekako postavljeno. Ne. Ampak kaj pa zdaj pa, če je bilo prej ogromno potrebe, ne, zdaj se potrebe manjšajo. Ne. Ta proces asimilacije v slovenski skupnosti se manjšajo. Ne. Recimo mi smo bili, ko smo tudi maturante sprejemali, jih je bilo po 40, ne, danes jih imaš 10. To pravi, se tudi reči, ker se pač mešajo, ne, se selijo in tako dalje. In zdaj recimo je država bolj solidarna, bolj širokogrudna, ne. Danes se nam moramo nič pritoževati, ne, za njih, ne. Pa je urejeno? Kaj je danes urejeno? So stvari urejene, pa bi bilo... Razen pri teh nostrifikacijah,
treba se res ogromno ukvarjati in tisto, ki gre sam, včasih obtiči v neki nemogoči situaciji. Recimo ta fant, ki je bil 16 let ali koliko je bil star, ne, ki je že 3. letnik gimnazije, tam je bilo recimo 6 let pa 3 leta, ne, 9 let, ne, in so ga hoteli poslati v 9. razred. Ne. Da smo to, da je vsaj v prvi letnik prišel. Ampak recimo te stvari po drugi strani je pa to, ne, če bi bila možnost, da saj na začetku, da bi lahko bili nastanjeni nekje ceneje, ali pa saj azilanti, ne, oni dobivajo marsikaj, ampak da bi jim država omogočila bivanje, ker se hitro znajdejo. Slovenci iz Argentine, iz Venezuele, vsi se hitro znajdejo. Vse jih izhajamo iz istih korenin, kot vsi Slovenci, ki ste bili tukaj rojeni. Za ti začetek je pa res zelo pomemben. Začetno finančno pomoč, tako da se človek v enem prehodnem obdobju lahko poišče delo, lahko malo bolj stanovanja, da se mu nudi pomoč. Ker to samo cerkev pomaga, ne? Prek župnikov ali pa prek ljudi, ki jih imamo v cerkvi. Tako da tukaj bi morala država, mislim, še na tem področju. Predvsem v današnjem času, ko se čuti taka potreba po pomanjkanju delovne sile, po nataliteta je močno v upadu in to ste ljudje, ki... Saj Slovenija s tem pridobi, zaradi tega, ker smo prišli in jezik smo poznali. In smo lahko šli takoj, vero, običaje. Ni investirala za naše izobraževanje, ampak recimo za njega, za vse ostale, pa ne, tako da dejansko greš delati. Tako da to bi... Ampak je tako, tudi, ko smo mi prišli, seveda na začetku izgledali, da ni nobene možnosti. Ljudi, s katerimi smo se spoznali, so rekli, ne, ti bomo zrihtali, moraš ostati, boš videl, bo vse urejeno. Je bil ta, bi rekel, zavzetost, bi rekel, Slovencev, ki so nas imeli rad. In tudi si čutil. Pa ne samo Slovenci, sorodniki, tudi tiste nove prijatelje, ki smo jih spoznali. To je, jaz moram tukaj poudariti, ker mi mogoče malo preveč smo zagrenjeni zaradi trenutne politike, ampak Slovenci so nas sprejeli. In mi bi šli, jaz sem imel odprto karto, celo z rusko Aeroflot smo potovali preko Moskve, oče, mama so se križali, sem rekel, ne bo noben problem. Ampak je bila odprta karta na leto, ker sem rekel, bomo najprej videli, če se sploh da. No in je bilo tik pred zapadlostjo, ne, ti bomo zrihtali. In bi rekel, ta lep čas osamosvajanja, danes je mal že padel. Danes, če pride en takole, bo že mogel se precej sam potruditi. Ampak tiskrat so nas nekako podpirali, ne finančno, ampak bi rekel moralno, čustveno. Ta generacija recimo naših staršev, pa malo kasneje, to je mama. Vaša mama. Mislim, to dejansko si se počutil, če si šel v Šentjost, če si šel v Škofjo Loko, v Bizoviku naših, mislim, res s tako toplino, s tako ljubeznijo, pa se nismo poznali, ampak so nas imeli radi, mi pa njih. Je bilo, to je, bi rekel, ta, bi rekel, res izreden čas, ko Slovenci so čutili, da so svoje, bi rekel, da so na svojem. Zdaj, seveda, politiko pa krojijo pač volivci, in te, ki se zavedajo odgovornosti do te politike. In dokler... Če ni ljubezni do domovine, če ni ljubezni do vse to, kar domovina pomeni, in to so vsi naši ljudje, potem ne moramo priti daleč, potem bomo skozi skregani.
a ne. Mislim, da v tem je ta problem, zakaj smo še vedno razdvojeni. Zato, ker maramo Slovenci, smo bolj sočutni do teh, ki prihajajo od zunaj, kot pa do naših. In to ni prav. Mislim, mi se moramo imeti radi samo zato, ker smo vsi naši. Ne? In dovolj je že teh ločevanja, mislim, če imamo recimo na Žalah pokopane te, ki so bili okupatorji, ja, kaj pa so naši ljudje, kje pa čakajo naši domobranci, naše ženske, naši otroci, kje čakajo še vedno? Zakaj moramo biti mi skregani? In to se vidi potem na vsakih volitvah, na vsakem referendumu. Samo če zagovarjaš to, kar je slovensko, to, kar je življenje, to, kar so vrednote, jih dobiš po grbi. Zakaj? Pa se ti norčuje? Ne. Dajmo pogledati, kaj je. Internacionala je bila že leta 1941. Najprej skrbi zase, za svoj dom, za svojo domovino, za svojo celino, za cel svet. Ampak tako gre. Ne pa bom začel za drugega skrbeti, mojega bom pa ukrep postavil. Pa sej to je normalno. Če imaš rad svojo družino, boš takoj tudi vse ostale. Če boš pa svojo družino zanemarjal, konc s tabo. Ja. Ne, tako da bi rekel, mi nimamo nobenih pritožb, pač z realnostjo, pač jaz sem hvaležen vsem Slovencem, ki so ostali v Sloveniji, ker brez vas Slovenije ne bi bilo, če bi vsi bili prisiljeni bežati, oziroma prisiljeni, tukaj je bilo, tisti, ki bi vstal, bi ga pokončali verjetno, ker je bilo divje. In te, ki ste ostali, vsa hvaležnost vam, ker ste ostali, ste nam tudi omogočili, da smo mi tukaj in da lahko skupaj tudi kaj dobrega naredimo. Mislim, to bi jaz res se ne dovolim nobene pritožbe, ker pač to, kar imamo, je to, kar mi smo pripravljeni narediti. Zdaj, če nam je pa vseeno, če smo komot, ne gremo niti na volišča, da tudi, ko je kakšna stvar, ki ni prav, smo tiho, potem bo pa še naprej tako, in potem, ne vem, bo tujina bolj vabljiva kot domovina, ker je vzdušje lahko včasih toksično, ne včasih, večkrat, in zdaj, te, ki zagovarjajo to toksičnost, se ne zavedajo, da tudi za njih ni dobro, bi rekel, da začnemo skrbeti en za drugega, v glavnem. To naredi nas močne, drugo pa razdvajanje, vsi te apostoli razvajanja delajo škodo, nam ne delajo nobene koristi, niti njim ne. A imate kakšne podatke oziroma kje obstajajo kakšni podatki, koliko je bilo Slovencev, ki so jih vrnili v vsem tem času? Takrat, ko je bila kriza v Argentini, smo se prešteli imensko, je pa zelo težko šteti. Zaradi tega, ker recimo mešani zakoni, a šteješ zakonca Argentinca kot Slovenca ali ne. Otroke, eni otroci so se že tam rodili, ampak recimo 5., 6. otrok se je pa tukaj rodil, a jim ga prišteješ kot Slovenc, ki se je vrnil ali ne. Tako da vse ta štetje smo imeli, dodali ene pa druge, v tistem celotnem, da smo šteli vse. In zakonce, ki niso bili slovenskega rodu, in otroke, ki so se pa rodili tukaj iz tega zakona, je bilo nas takrat 440 pa še nekaj. V tistem letu 2000... Pred 20 leti. Ja, tako imensko. Nekaj malo se jih je vrnilo takrat, počas so kapljali novi, zdaj pa nekako kar prihajajo že naši maturanti, moram reči, te rast, ki smo jih sprejeli preko 1000 različnih mladih v teh
letih, prvo leto so sami prišli leta 1991, leta 1992 smo jih pa že mi vodili, ne, jaz sem bila njihova učiteljica, profesorica na srednješolskem tečaju, tako da smo jih vodili. In od takrat naprej jih je toliko prišlo in moramo reči, na desetina teh mladih se je preselila in so izobraženi, tukaj delajo, zelo lepo delajo, nekateri so poročeni, ali pa so se poročili z Slovenci, ki so tukaj rojeni. Tako da zdaj število ne moramo reči, ker se tudi ne obračajo, na društvu se med seboj zelo veliko pomagajo. Ja, tudi zdaj se pomagajo med sabo, so tudi sorodniki, ki so že tukaj. Spoznavamo nove. Ja, zdaj eni govorijo 700, ampak ne vem, če lahko da je. Lahko da je, ni pa... Nimamo pa popisa. Ni popisa, ne. Še to me zanima, kaj pa vidva svojim otrokom pripovedujeta? Ja, je zanimivo, ne. Prvič to, da so naši starši govorili, da bojo enkrat prišli v Slovenijo in da smo tukaj in da zdaj oni morajo tukaj ostati. To je naša največja želja, da skupaj ustvarjamo Slovenijo. A ne? Dobro poznajo naše korenine, dobro poznajo našo vero, potem so bili vzgojeni v ljubezni do Slovenije in skupaj tukaj ustvarjamo. A ne? Tako da jaz mislim, da je to pomembno, da bi čim več mladih uspelo čim več iz sebe narediti in čim več naši Sloveniji dati. A ne? Samo tako bomo rasli. Ja, drugače so pa tudi povezani z Argentino, zaradi sorodnikov. Vsi trije govorijo pač tudi špansko. Čeprav je bil proces kar precej, niso hoteli, ampak smo pa pol večkrat v Španijo hodili in so pol in moram reči, kriza v Argentini je tudi pomagala nam osebno, ker smo prijateljske odnose imeli s tistimi, ki so se preselili. Ja, eni so živeli tudi pri nas en čas in niso znali jezika in to so pol se učili špansko. To je bilo zanimivo, otroci so bili takrat mečkani, pa smo rekli, no, mi se ukvarjamo s starimi, vi se pa s mladimi ukvarjate. In so tako se tudi hkrati, ostali so se hitro učili slovensko, naši pa špansko. Tako da je res... Ja, tako da neka vez je še za dnevi. Je bilo pa zanimivo, ja, tudi ko sem šla s sinom enkrat po očetovi smrti, sva šla dol, pa sem rekla, boš naredil argentinsko državljanstvo, je rekel, ja seveda, ne. In res zelo hitro, mislim, v 4 dneh je dobil argentinsko državljanstvo kot otrok argentinskih staršev, hčer, ki ga nimata. Prinese pa to svoje težave, njega tudi kot dojenček, vedno, ko se je otrok rodil, smo šli potem na obisk v Argentino. Sina, ki je ta srednji, smo šli takoj po 1 mesecu po rojstvu in smo ga tam krstili. In to prinaša potem svoje težave, zaradi tega, ker ko se je poročal, seveda je bilo treba na škofijo v Argentino prositi dokumente, da je imel vse sakramente. Potem je, ko je bil na civilni poroki, mimogrede je matičarka vprašala, ne, če ima še kakšno drugo državljanstvo in je rekel, ja, da ima argentinsko, in rekla, nisem ničesar slišala, ker če ne bi morala prekiniti postopek in poizvedeti, če je v Argentini on že prej poročen ali karkoli. Ampak tako v 4 dneh je naredil državljanstvo in tako da, ampak no, tako, imajo tudi radi seveda Argentino kot zemlja, kjer so se starši rodili in smo tudi Argentinci, ne. Ampak v bistvu v našem slučaju jaz mislim, da je to slovenstvo, ki smo ga dali otrokom. A bi želela še kaj posebnega povedati? Veliko še nismo, sigurno, ampak kakšen vtis poseben, kaj takega še? Da se veselimo vsakega dosežka Slovenije in se bomo prizadevali, tako kot smo se prizadevali za naše izseljence, tudi za pač dolgoročen dobrobit Slovenije, Slovencev, ne. Bi rekel predvsem, da bi mi čutili dom vsi, ne,
in se tudi znali sporazumevati, ne, na nek način, da je to tudi pač domovina vseh. Ne. Ja. Jaz bi prav na to se navezala, da dejansko čim več za Slovenijo narediti, z vsem ponosom gledamo na skupnosti, ki ostajajo, na Slovence, ki ostajajo še v izseljenstvu in tam s trudom ohranjajo slovensko kulturo, ker tudi oni so, vedno ponavljam, morda je že leitmotiv, ampak dejansko oni so najboljši predstavnik pa veleposlaniki po svetu. In če ostajajo, oni ohranjajo še to kulturo. Čim večkrat priti v Slovenijo, čim večkrat imeti ta kontakt in omogočiti ta kontakt, če pa le lahko, pa naj pridejo sem in ustvarjajo skupaj z nami to slovensko skupnost in imajo veliko otrok in veselje do življenja in ljubezen do domovine, pa ohranjamo še argentinščino recimo, ali pa kanadčino, pa tako, ampak čim več jih ne pridejo. Ja, ne, pa tudi opora iz izseljenstva, to je bilo neverjetno, kakšno hrpenenje, kakšne dobre želje iz vseh koncev sveta, ne. Da to je bilo res eksplozija domoljubja povsod. In to je bogastvo, ki ga nima vsak narod. Nima vsak narod, ne. Jaz mislim, da smo v tem smislu prekosili Žide tudi, ne. Čeprav imajo oni drugo strukturo, ne, bi rekel, kot izvoljen narod, ampak Slovenija je naša izbira, ne. In če so oni izbrani, mi smo izbrali, ne, domovino naših prednikov. Tako. In skupaj smo močnejši.